Hej, moje ime je Jan in danes si bomo gledali, kako v Wordu ustvarimo kazalo vsebine po meri. Pa si odprimo dokument kazalo vsebine po meri, kjer imamo nek tekst oblikovan s slogi. Da vstavimo kazalo, je skorajda nujno, da imamo določene naslove, ki jih želimo v kazalu, oblikovane s slogi. Tako da, če še slogov ne poznate, si definitivno oglejte video slogi. Kazalo vsebine gre ponavadi na začetek, zato se s kazalnikom postavimo na začetek besede Mona v naslovu. In bomo vstavili novo prazno stran. Te pa ne bomo dosegli z pritiskanjem Entra, mimogrede to se vse vidi, če kliknemo na gumb Pokaži vse, vidimo tole ikonco, ki pomeni Enter. Tako da kdorkoli bo gledal, kako ste dokument ustvarili, lahko izpadete malo čudno, da ste 50krat pritisnili gumbek Enter, ko za to obstaja boljša rešitev. Pa izklopimo gumbek Pokaži vse. Če gremo pod zavihek Vstavljanje, imamo v skupini strani dva gumbka, prazna stran in pa prelom strani. Pa vstavimo tokrat prazno stran. Če z miško kliknemo nekje tu na začetku, vidimo, da lahko tukaj normalno pišemo. Seveda v slogu naslova 1. Čeprav morda rečemo, da kazalo vstavimo, ga v bistvu ne vstavimo, ampak se samo sklicujemo, tako kot v Excelu na določene celice, se sklicujemo na določene naslove. Zato bomo šli pod zavihek Sklici in bomo v skupini Kazalo vsebine izbrali gumb Kazalo vsebine. Vidimo, da se nam prikažejo 3 različne možnosti. Ročno in pa samodejno. Včasih, ko pišemo dokument, pa dejanskega besedila še nimamo, kot je recimo pri dispoziciji diplomske naloge ali magistrske naloge, še teh naslovov v bistvu in vsebine nimamo. V tem primeru bi lahko uporabili ročno kazalo vsebine, pa ga kliknimo, da vidimo, kaj se zgodi. Tukaj imamo v bistvu kot neko kombinacijo pol in kazala. In če kliknemo v naslov 1, lahko tukaj notri vpišemo Mona Lisa in pa podpoglavje. Vidimo, da se pikice prilagodijo širini besedila v našem polju. Na levi pa lahko popravimo številke strani. Vendar je takšno ročno pisanje ne le zelo zamudno, lahko je tudi zelo napačno. Namreč, če se spremeni struktura dokumenta, zamenja vrstni red določenih naslovov, je treba vse to ročno popravljati. Pa razveljavimo kazalo vsebine, tako da ga več ni. Pa gremo spet pod kazalo vsebine in vstavimo samodejno kazalo vsebine. Ker smo naše naslove oblikovali z različnimi slogi, ki si grejo po hierarhiji, torej naslov 1, kot je Mona Lisa, je po hierarhiji višje kot naslov 2, torej zgodovina. In gre tako naprej do naslova 3, 4, 5 in tako dalje. Super lastnost samodejnega kazala pa je, da če jaz recimo zraven zgodovine napišem zgodovina slike, se bo zadeva posodobila tudi v samem kazalu. Seveda ne samodejno, ker včasih samodejnega posodabljanja nočemo. Lahko kliknemo na kazalo in izberemo gumb Posodobi kazalo. Če pustimo prvo možnost, posodobilo le številke strani, torej če se je ta naslov premaknil na stran 3, bo spremenilo le številko. Ne bo pa spremenilo, da smo dodali zraven besedo slike. Zato izberemo drugo možnost, posodobi celotno kazalo. In kliknemo v redu. Kazalo vsebine lahko posodobimo tudi na drug način, pa dajmo zbrisati tokrat zgodovino slike. In na kazalo kliknemo z desnim klikom in izberemo Posodobi polje. Če pa gremo pod zavihek Sklici, pa lahko tudi tukaj z gumbkom Posodobi kazalo posodobimo. To so bile zdaj bolj osnove kazala. Zdaj pa si pogledamo, kako resnično naredimo kazalo vsebine po meri. Lahko bi šli trenutno kazalo brisati, ampak to ni nujno za naše delo. Postavimo se nekje v našem kazalu, gremo pod kazalo vsebine in izberemo kazalo vsebine po meri. Odpre se nam pogovorno okno, ki nas sprašuje, kako želimo naše kazalo oblikovati. Tukaj v levem delu okna vidimo predogled, kako bo naše kazalo izgledalo glede na različne sloge, ki jih uporabljamo. Pod njim vidimo kvadratek, v katerem lahko odkljukamo številke strani ali ne, torej da se te ne prikazujejo. Te številke strani pa se lahko poravnajo desno,
Če pa od odkljukamo, pa bodo postavljene direkt zraven naslova. Spreminjamo pa lahko tudi vodilno črto, ki omogoča malo lažje branje, kje je kateri naslov. Lahko izberemo brez in pa druge različne črte. Polna črta, črtkano in pa malo bolj črtkano. V skupini splošno pa imamo malo bolj zanimive možnosti. Če pogledamo, kaj najdemo v spustnem seznamu oblike, vidimo, da je trenutno izbrana možnost iz predloge. Torej, glede na našo temo in predlogo, ki jo imamo izbrano, se bo v temu primerno oblikovalo tudi kazalo. To pa lahko seveda spremenimo s tem, da izberemo drugo možnost iz spustnega seznama. Imamo klasično, pa recimo sodobno. Pa spremenimo recimo v okrašeno. Pod njim se nahaja gumbek Pokaži ravni. To se nanaša na katere naslove naj pokaže v kazalu. Trenutno imamo izbrano Pokaži ravni 3, torej pokazal bo naslove do naslova 3, torej do sloga naslove 3. Če številko zmanjšamo, bodo prikazani samo tile naši glavni naslovi, ki so oblikovani s slogom naslov 2. Če zdaj to potrdimo in zamenjamo to kazalo vsebine, vidimo, da tehle podpoglavji, kot so življenje Gioconde, ne najdemo več v kazalu. Trenutno je kazalo oblikovano s pisavo in barvo teme celotnega dokumenta. Če pa to želimo spremeniti, pa lahko gremo spet pod kazalo vsebine, kazalo pomeri in spremenimo obliko nazaj iz predloge, da bomo lahko izbrali gumbek Spremeni. Če kliknemo na gumb Spremeni, lahko tukaj za posamezne dele kazala spreminjamo s gumbkom spet Spremeni, kako bodo izgledali. Pa če dajmo povečati recimo pisavo, vidimo, da se naslov 1 poveča. Če spremenimo kazalo vsebine 2, pa mu tokrat spremenimo recimo pisavo na rdeče in kliknemo v redu, vidimo, da se naslov 2 vedno obarva z rdečo barvo. Pa zamenjamo kazalo. Zdaj ni point v tem, da kazalo naredimo total kot cirkus. Fino je morda samo, da takrat, ko nam nekaj ne gre, da to znamo odpraviti. Tako, to je bilo za danes vse. Upam, da ste uživali v tem videu. Če ste, mu dajte thumbs up in ne pozabite se naročiti na kanal ter spremljati mojo Facebook stran Office tečaj.